To je Radio 1 podcast. Zelo se veselim današnje epizode, zato ker bo z mano človek, ki ima neverjetno tremo, ampak je pa na odru ful car. Napisal je že več kot 400 besedil za druge, plus besedila za lasten band. Je človek zelo dobrega srca, nikoli ne pride praznih rok, razen ko pride. Ampak pred nami je en tak zelo, zelo lep pogovor o pomenu ljubezni, prijateljstva in seveda glasbe. Tukaj so Flirt oziroma Rok Lunaček. V bistvu si ti obrnila na stran od mene z nogo? Ker pomeni, da si se zaprla? Ne, se je v redu. Nisem se zaprla, verjam, da se nisem zaprla. Pri tebi se je nemogoče zapreti. Živijo Rok Lunaček. Živijo. Kako si? Dobro, odlično. Jaz moram zdaj nekaj povedati. Kadarkoli smo se mi srečali, to je bilo ponavadi na radiju, ko ste imeli nastop. Zdaj mi je malo narodno, zdaj boš videla, da tako boja. To sem tela povedati, si ti tako meni, Jana, meni je ful bed, jaz imam ful tremo, jaz imam ful paniko. Da se nimam, ker se bolj slabo, ker sem prehlajen in se zgleda, da se organizem, moram reči, da niti ni toliko bed za glavo. Ker jaz sem znan kot velik tremaš, ne vem, zakaj imam to tremo, smo se pogovarjali, verjetno nek low self-esteem, neka nesigurnost, po moje neka nepotrditev iz mladosti, dobro, mogoče bo kaj več o tem kasneje povedala. Čakaj, kako pa pol tu handlaš recimo na odru, pred publiko? Jaz, ko pridem enkrat na oder, ful uživam, ful imam rad ljudi. Jaz sem v bistvu tako, sam sebe analiziram, ampak dejansko imam strah pred veliko gručo ljudi, se ne počutim lagodno v shoppingih, centrih, ne maram tega. Hkrati pa, ko pridem na oder, mogoče kompenziram ta ljudomrzni gen, ki ga imam. Ne, težko opišem. No. Ful imam rad ljudi. Ful zanimivo, res, ker tebe je res srečati in si tako, ti si res živčen in res si tako, oh my god, in pol. Vidim, kdaj na koncert, bo šele, kakšen sem pred koncertom. Enostavno razturiš. A zdaj bruhal? Bruhal ne, sem bil pa tako, da so me skoraj pretegnili, so kaj, tih bo če, 5 tja in se pa ponovadi 5 minut prešpilom grem čisto na svoje. Ker recimo moja, kadar izraven sem bil tako že ful nesramen, ker ponovadi potem odvržem to živčnost na ljudi, ki mi največ pomenijo, pa vem, da mi ne bodo zameli. In je menedžer fasal in so člani benda fasali in potem sem vedno opravičujem, zdaj sem se navadil, da pač, ker sem pač v stiski, sploh ko so kakšni večji eventi, ala križanke, ala cvetka, se pač enostavno umaknem, ker oni res niso krivi, da imam jaz težave sam s sabo. Ja. To je zdaj čisto neizvezniško. Sem ubil to zaveso, ki je kao. Se pravi, to mi je ful zanimivo pri tebi. Druga stvar, ki me pa vsakič navduši, je pa tvoja radodarnost v bistvu. Okay. Ti nikoli ne prideš praznih rok. Razen, ko pozabim, kaj si jo, da sem prvič. Dobro, da si pozabil. Ja, res sem pozabil. Ampak kadarkoli priješ, eno je, da ti prineseš 20 dek kofeta, drugo je, da ti prineseš eno vrečo, tako ogromno, piškotov pa vsega. Ampak to je čisto vsakič. A to je tako neka navada iz družine? Ja, zato ker je pač moja mama oddol in dol je bila ta vreča kofeta pač običaj. Tu, če si prišel tih teti, ne vem, si prinesel malo riže in malo kafe, ne, to je ta varianta. In po moje, mene je ful lepo, da nekoga obdaruješ, no. Ne samo ti se enkrat na let, ki je treba, ali pa za Valentinovo rožo, ker pa se to spodobne. Lepo, če to narediš, ne, ampak ljubezen je vsak dan, ne, in jutri te lahko ni, ljudje se nas bodo spomnili, ne zaradi tega, ker sem jaz, ne vem, bil neka faca na odru, zato ker so bile lepe pesmi, ne, Muhuk je pa bil fajn, ker je bil prijazen, je bil pripravljen pomagati, mislim, da je to pomembno, kaj neseš na drug svet, ne pa kak je Felt ne je vozil, pa to je... Se strinjam, samo fajn, nič narobe s tem. Točno to. Gremo lepo na začetek, prav. Se pravi, bilo je jajčece, uplodilo se... In potem je nastal češki čefurček. Češki čefurček, ja. Tako si sam rekel. Ja, sam reči je pa res. Češka stran mojega očeta, moja mama pa pač vdolja. Se pravi, zato je priimek... Se sam kriv, kaj sem to... Zdaj, ko ti rečeš, čist drugače zveni, kot ko sem jaz napisal. Se pravi, Lunaček je v bistvu pol... Lunažek je bilo. Lunažek so bili Čehi, ne vem, pradedek. Ja. In doktor Pavel Igor Lunaček, ki je bil ta ginekolog, ko sem ti prej razlagal, je bil oče mojega očeta, se pravi moj dedek pokojni. Ja, ker jaz sem šla pogledati, ti imaš res, wow, ne, kakšno poreklo, dajmo tako reči. To spet nič ne pomeni, ne, ampak... Nič ne pomeni, ampak od tukaj naprej bo šlo moje vprašanje. Zdaj mi kaj boš povedala, ker mogoče jaz tudi kaj ne vem. Da si vnuk pionirja sodobnega porodništva in ginekologije, to si povedal, da si nečak slovenskega psihiatra in psihoanalitika Matjaža. Brat mojega očeta. Tako, bratran slovenskega akademskega slikarja, ilustratorja, striparja in pa komparativista ter filozofa Izarja Lunačka. Drži. In zdaj ti meni povej, a je bil kakšen problem, da si rekel, jaz bi bil pa glasbenik?
Ja, valjda, da je bil. No, vidiš. Kdo že tle rekel, da ni bil problem? V bistvu so vsi, noben je imel težav. No, jaz sem jih imel. No, pa Jaz si sem imel prvi. prvi problem, ki sem ga imel, čau mami, to je zdaj se na tebe nanaša, sem ti oprostil, ti pa meni, ampak v redu. Jaz sem bil star 12 let, Ja? tam nekje, zdaj če sem zmotil, se upravičujem, se bo edin mama pa bo to vedela, kdaj je bilo. Jaz sem imel precej grdo ločitev staršev, se nisem edini, takrat sem pa to iz tega delal iz muhe slona. Ampak me je zaznamovala, absolutno. Zaradi tega sem bil prizadet, zaradi tega sem začel ustvarjati, pisati poezijo. Kdaj sta se uradno začela ločevati, ne vem, ampak to je trajalo neko celo srednjo šolo, pa ne vem, konc osnovne, nekaj tazga. Jaz sem bil najmanjši v razredu, nosil sem cokle so me klicali, ko je bila zima, sem jaz od cokla hodil, ker sem bil ful zakompleksen, ker sem bil mejhen. Pa sem zrastel v drugem letniku. To je tako zdaj ful smešno, ampak takrat je bilo žalostno. In je bilo tako, Meni so rekli, ja, da si imel kar težko otroštvo drugače. Mislim, kaj zdaj to pomeni imeti težko Ne vem. otroštvo? Ti meni povej. Imeli smo manj kot nek povprečna družina, absolutno. Okej, to je. Ampak imajo ljudje, ki imajo mnogo manj od mene in pač je bilo počasih težko, nič ne rečem. Vem, da je bilo, doskrat mi je bilo hudo, recimo, kdaj ni bilo denarja za plačati šolsko malco, pa res nisem bil jaz kriv za to. Pač nismo imeli, ker sta se ločevala, mame ni bilo doma, očeta ni bilo. In jaz sem pač probil si prislužiti te dinčke z raznašanjem pošte, take stvari, ker moji sošolci so spali tisti trenutek, ko sem jaz to pozim raznašal. Ne. Takrat mi je bilo hudo, ker sem pač, ko si mlad, imaš itak toliko kompleksov, ne vem, si premejhen, imaš prevelika ušesa, pač neke najstniške komplekse, ki jih jaz niti nisem mogel predelati, ker sem se ukvarjal z nekim mankom. Ne. Ampak zdaj, ko to gledam, pišuka, iz velike bolečine vedno pride nek velika ljubezen. Če tega ne prebrodaš, pa nisi vreden, da si bil na tem svetu. Veš, kakšne zgodbe imajo ljudje na tem svetu, pa so na koncu ne vem, veliki umetniki, veliki ne vem, filantropi in tako dalje. Tako da jaz sem po eni strani pod srečno zvezdo rojen, tega sem se začel kasneje zavedati. Jaz počnem v življenju, ne vem, pišem, skladam za druge, nastopam za ljudi, lahko kaj lepega povem, ljudje se lepše počutijo po koncertu. Jaz ne vem, kaj je lahko lepši blagoslov. Če iz te bolečine treba, da je to prišlo, ok, super, ne. Ampak se pa spomnim, recimo, ne, moja sestra, ki je bila 9, ki je še vedno 9 let mlajša od mene, to ostaja, ne boš verjela, je pa verjetno bolj fasala to, kot jaz. Jaz sem bil glih toliko star, prišel sem v ta najstniška leta, da sem saj uspel to predelati. Veliko sem hodil dol v Niš, kjer je moj dedek bil, ki nas je imel res, a veš, Srbi so tako ono, pa če kje ljubezni bodo odvrgli na tebe, vse, kar obstaja. Veš, jaz se spomnim, ko sem se baje rodil, je moj fotor rekel, ko je pač ta srbski dedek prišel gor v Slovenijo, ne pač, vnuk, ne, kao v Dubu, in so mi dali plenice dol in sem ga pač polulil, ne, in sem direkt v uč pa nekam v steno. In je ratala mrka tišina, ne, kao bo zdaj ta deda in on, moj vnuk, ne, kao to, še oni tako funkcionirajo, ne. Tako da mi je dal res, sem kompenziral tam mogoče manjko ljubezni v Sloveniji s tem mehkimi drobtinami, ki pa niso bile drobtine, so bile res pogačane. In zato imam tako rad to različnost bivše Jugoslavije. Kaj pa si po češki strani dobil? Po češki strani sem dobil pa očeta, ki je takrat bil sicer izgubljen, v neki fazi bil sem jezen, zameril sem mu, bil je takrat upleten v hazard, ni znal boljše takrat, jaz sem rabil dolg časa, da sem mu prostil. Tudi on se je pol zelo poklopil, postal bioenergetik, bil izredno inteligenten človek in bolj inteligentni, kar sem jih spoznal v življenju. Jaz si upam trditi, to je vedno pol znoro, ko sem to rekel, ampak sem rekel, si stari genialc, ne? Jaz sem lahko brihtan, ampak ti si genialc. On je vse vedel. Kako ti vse veš? Ja ne vem, pač to sem nekaj prebral. On je vse vedel. Zapomnil, kaj? Ne vem. To Veš, sem eni si ljudje poleg se tega. rodijo, neka Ja. duša se rodi, ki je pač razsvetljena enostavno. Jaz sem rabil dolg časa, da sem se zavedel, da to, da imam tazga očeta, ni breme, ampak je blagoslovne. Ampak se to rabiš čas za to. Tako da oče mi je dal to, kar sem jaz zdaj, je veliko zaradi očeta. Ampak, no, veš, kaj sem ti Ja, hotel odgovoriti? ja. Osnovno vprašanje je bilo pa, a sem vedno vedel, da sem hotel biti glasbenik. Rekel si, da so bile težave, no, kako Da to so doma. težave. Ja. Jaz nisem v Ja. osnovi hotel biti glasbenik. Jaz sem hotel biti kuhar v osnovi. Jaz sem ilustrator bil, risal. Pač prišel sem iz ilustracije v glasbo, ker je bila glasna, una dva sta se tam ločvala, ker sta bila skup, sta se kregala in nisem mogel glih risati. Ne. Takrat sem imel, ne vem, ogle, z oljem sem risal glih, ne. In pač sem šel v musko, ampak v osnovi sem hotel biti pes kuhar. In jaz, ko sem to točno vedel, da bom kuhar, ne. Ampak je mama rekla, zato sem prej rekel, ne mi zameriti, ja, kuhar pa navaš, čebule pa navaš rezo. Ne. Takrat ni bilo show cookinga, nisi bil faca, ne. Takrat je bil bela halja, čebula in sedaj žlica vegete, ne. Ampak očitno v redu, ker kuhanje je veliko težja disciplina, kot biti glasbenik. Pri glasbi se lahko malo jebi veter, pri kuhinji glih ne moreš biti. Ampak kreativa je pa v obeh panogah. V obeh, ja. In to še vedno rad zelo kuham, zelo pomembno. rad kuham, ja. Kaj pa, okay, če smo že tukaj, kaj najraje kuhaš, kaj je tvoja specialiteta? Oh, Marija. Ja, Marija, ja. Zelo rad imam, zdaj, ko sem starejši, se spet vračam k preprostim stvarem. Vmes sem kompliciral vse sorte, kaj se da narediti. Ne. Zdaj se pa vračam, recimo, rad imam mediteransko kuhno, imam rad tudi kreolsko, indijsko, vsega boga, ampak
sem prepričan, da če ješ to, kar je v tvoji okolici, zihar ne moreš škoditi. Ne. Sploh, če je jabolko v tvoji okolici v trgi, ga nareč trudili iz njene. Da imam mal sestavin, pa da so tiste res vrhunske. To, kar se tudi v končni fazi kmečka logika ti pravi. Ne, ja, so te kdaj klicali za kakšnega masterchefa, mogoče kaj takega? Klicali so me za eno vdajo, pa sem zavrnil. Ne bi tudi šel, to nisem... Kot prvo, če imam tle tremo v nečem, kar sem res zverziran v glasbi, pa v nastopanju, kar počnem res celo življenje, pa imam tremo, kaj bi bilo šli tam, jaz bi tam pogrnil, jaz sem res tremaš, tam bi pogrnil na celi črti. V rezu bi se verjetno imel manj prstov, tudi če bi bil medaljo dolgo na koncu, kaj mi pomaga, če imel 9 prstov. Ne, a si zmer to govoril? Glede na to, da si samega sebe ti opisuješ kot introvertiranega človeka. Ja, saj sem. In se pravi, zdaj, ker ti je tako mal bed, da jim reč, ko si mal... Je obrambni mehanizem, da ljudi govorim. Ful govoriš. Ja, in saj veš, kako pravi indijanski pregovor, ne. Tudi če še ne vem, kako pametno govoriš, ne, tisti, ki veliko govori, prej slej pove kakšno neumnost. Ne. In tega se zelo zavedam, ampak žal je trema pač taka. Verjetno, če bi midva dolg časa sedela skupaj, bi se verjetno začela v ful bolj poglobljenih stvareh pogovarjati, kjer sem tudi bolj doma. Ne. Ja. Ampak tukaj je vendarle nek podcast, ker ne morava iti zdaj. No, ampak je pa dejstvo, da si pa eden od ljudi, ki jih jaz poznam, s katerimi res lahko takoj navežeš stik. Okay, zelo, ko praviš, da si zaprt, si v bistvu ful odprt. Tako. In takoj se da najdeti neko temo, najdeš recimo za pogovor. Recimo, upam, ja. Da sicer tukaj nisi samo kot rok, ampak si tudi kot, bom rekel, predstavnik skupine Flirta. Ne? Ja, jaz sem ena petina benda Flirt z 2 rejama. Oni, ki nas niso marali in nas morda še vedno ne marajo, so nas včasih klicali Flirt. Takrat me je prizadel, zdaj se posmejim. Greva na začetek, se pravi Flirtov. Vi ste, kdaj ste se sestavili skupaj? So se ledeniki še topili. Tok nazaj? Leta 97, 8. Takrat februar. ste bili vi v bistvu stari tam nekje 19 let, oziroma ti pa klaviaturist nista bila niti še polnoletna. Jaz v bistvu, ko gledam letnico zdaj, da sem nam zlagal, mislim, da sem bil glih polnoleten, ko sem prišel. Ali pa glih nekje na meji. No, bil sem pa najstnik, absolutno. Ja. Se pa gledam, da sem letnik 78, mi smo pa nastali 97, sem bil očitno najstnik. Mislim, da sem glih iz 18 šel 19, klaviaturist je pa glih pol na polnu, je pa rado polnoleten. 2 sta bila že 19, pa sta bila pol 20, bili smo najstniki. No. In kako se je vse skupaj začelo? Kje, kdaj, kdo? Ker to je bila sigurno, če si ti zraven, ne verjamem, da je bila dolgočasna. Zdaj ti bom povedal točno tako, kot je bilo, oziroma točno tako, kot se jaz spomnim. Kar ne pomeni, da je točno tako bilo. To je moja nora glava narisala, ampak nekaj se pa spomnim. Bilo je tako, bivši klaviaturist, originalni, ne, Peter Udovč je imel, njegova beba, današnja žena je bila moja sošolka na gimnaziji Vič. In jaz sem takrat že nekaj pisal, vmes smo neke lokalne bende, igral sem kitaro, v osnovi sem bil bobnar, ne? In je bilo tako, da je bend, ki se imenoval Le Fleur du Mal, Rože zla, Baudelairevih, ne? Se mislim, da glih preimenoval v Flirt. To je bilo tako, glih so bili, pa je šel pevc ven, nekaj tazga, tega ne vem. Jaz sem v bistvu prišel glih, ko je Flirt nastal, ne? Igrali so pač nek Britpop, kao Oasis, komadi, eni so bili celo že narejeni, ne? In jaz sem bil takrat malo tako čapac moment, neke široke hlače, kapca nazaj, tako čist neprimeren za ta band nekega Britpopa, ampak sem pa res poslušal Suede, Blure, Inspiral Quartet, Stone Roses, čist tako, da bi se poklopil, ne. In vem, da je Tanja takrat rekla, imam jaz enega tazga mal blesovega tipa, ne, ampak fur isto muziko posluša, kot vi, poje pa bolj tako, no. Ampak glej, važno se pokonektate, ne. In je bilo tako, da ko sem jaz prišel v band, smo takoj kliknili, čeprav potem, ko so mi kasneje razlagali fante, čez kakšne 2 meseca, je bilo tako, no, ko si ti prišel z ono neko čudno kapo nazaj, nek čapac, ko druga modeli, tako, spakov, s te moke ne bo kruha, ne. Pa je bilo, pa smo šli na Šubičevo gimnazijo, kjer so imeli vaje, točno tam, ker se črta v bistvu križa Šuba, pa v Šulinke, se pravi, tam so imeli v bistvu ženune, ne, tako da smo ful nabijali, so se tukaj pretoževale. No in tam je bil tak smrdljiv plec, točno tak, ki mora biti, preveč plesni, preveč za nič inštrumenti. Blaga, to je že ekstra, tisti prav tako, ko mora biti. In zakaj to ponovadi narediš tak band? Zato, ker ponovadi nisi popularen pri puncah. Kasneje, ko mine ta ljubezen do deklet, ne mine, pač potešiš to, ta low self-esteem, pogotoviš pravzaprav, da si bil poklican od Boga, da bi delal muziko in da bi usrečeval ljudi. V resnici je to prvi ta segment, da pravzaprav piše pesnik zato, da bi sebe razumel. Še danes, ko pišem pesmi, rečem, kaj sem hotel s tem povedati. A res imam tak kompleks, to jaz razmišljam na tak način. Ne. Spoznavaš sebe, no, hkrati pa ti v bistvu ljudje kot neko zrcalo tvoje pokažejo tep, ne, kdo si pravzaprav. Ne. Kdo je bil še takrat, ko vi?
Kdo so bili vaši sorodniki? Takrat so že Newt obstajali, s katerimi smo imeli kao Foo Fight, Blur, kdo je prvo Britpop plato izdal, itak smo mi, ne? Ko piše posod, da ste bili vi. Ja, itak smo bili. 97 je bila prva Britpop plata. Supermarket so imeli ljudi, zdaj sem Newtom reklamo, ne, pa zdaj sem imel z njim pogovor z Gabrom, sva se glih režala. In mi smo imeli pa frizerski salon. Pazi zgodbo, zdaj sem se spomnil eno stvar. Frizerski salon plata, takratna založba Helidon, ki je pol propadla. Tega se spomnim, ja. Od Buldožerjev Boris Bele, legendarni kitarist. Prav, fantje, vi boste raztrgali. Mi tako, vala, mi bomo razkorili. Vse smo se strinjali. Jaz vam natisnil 5000 plakatov, pa nekih teh flyerjev, pa ste vi to talali za plato po Ljubljani. Ne? In mi gremo po Ljubljani, mi smo lepilo, veš, tako, ki je tako lepljivo belo, da nam reko nekaj spominja, prav nagravžno. In smo s kantami hodili po celi Ljubljani, po vseh klubih, ponaredili nekaj podpise od nekega županja, mi smo fejkali vse, ne? Da imamo dovoljenje, smo vse prilimali, ne? Razstalali flarje po Ljubljani, veš, krogi, ko so bili taki, smo jih polimali in dobi naša založba kazen, mi smo 5000 plakatov popopali celo Ljubljano. Kao da to je pač morajo plačati, to nismo mi, to smo mi dali fantom, pa dobimo mi klicnem, mi smo dali to fenom, to so feni naši limali, kakšni feni, noben že Bog nas ni poznal, ne. Ampak vem, da je pol prišlo do nas informacija, kao da so ljudje začeli ful iskati ta frizerski salon, oni niso videli, kaj je flirt, oni so samo videli flirt, frizerski salon, mi smo bili pa slikani v salonu Trubarjevi Mete Podkrajšek, ker smo se slikali, to je legendarna frizerka. In pač nismo nobene reklame naredili, razen za frizerski salon, ki ga ni bilo, ne. To je to. Tebi vam že mogo salon kaj dati, ne? Verjetno, ja. Ker je pa taka reklama. Poklične. To je to. Sem čak rekel si, a je bil kakšen konflikt prav tako z Newdy? Jaz sem jih hotel pretepsti. Res? Ja, jaz sem bil takrat fighter, jaz sem se full tepal. Ti si bil fighter? Ja, jaz sem se tepal. Jaz sem bil krizni center, pa tako malo sem bil problematičen mulc, pač ločitev staršev, valjda ti nekje ven užgene. Lahko ti v neko... Lahko bi bil fant s kitaro, kar sem tudi bil, ampak bil sem pa tudi fant, ki bi se stepal. To se tepal, no. Ampak tako na easy, ni bilo to nekih nožev, pa tega, no. Pač prijateljski fajti, no, tako za brez veze. Tvoja punca bi morala biti moja, res ne, tuf, ne. In pol čas dobiš, čas daš, ne. Čisto nič nedolžno, romantično, no. Ampak pri Newdih je bilo pa tako, da oni so rekli, ne, mi imamo prvo Britpop plato in jaz pa kitarist Luka sva rekla, to bomo prefukali, ne, to, ko si lahko oni to upajo. Prijatelji smo z njimi, da ne pomote, no. Skratka, in Alen Stržaj, besist od Bigfootov, je bil takrat v stopu, ne, in on je v stopu. Novinara, ne? Novinar, ja, in rekel, to mi je malo sprovociral rok, veš, to je tako, malo Britpop, Blur, Oasis, tako, dej, pa jih bomo fukali. In on je naredil celo štalo iz tega člank, da je to zdaj pač eskalirali in mi letimo v Barfly v Celju, legendaren rock klub. To je bil pa njihov plec. Njihov plec, ampak mi smo tam igrali in zdaj je ta Pogelšek, Pogi, ki je človek, ki je najbolj prijazen na svetu, on ne bi muhi nič naredil, on pride tam, da bi se z nami pogovoril, ne. In jaz, ko sem ga videl, kaj bomo zdaj prevukali, smo dol do njega in kaj vi nekaj, ne. Niti ne vem točno, kako je bilo, ampak sam vem, da sem to milo bitje videl, ki je v bistvu bilo tako, da ti je bilo lahko takoj brat, ne, in smo bili takoj v bistvu frendi, no, tako da je bilo, smo se režali iz tega in je bilo pravzaprav, zdaj, ko se spominjam, zelo zabavno. V bistvu ste furali to neko namišljeno aroganco, ko so imeli... Ne, jaz nisem bil namišljeno, jaz sem se pač hotel tepsti. Ja, ampak ostali, ne? Neka poza je bila, no. Poza je bila. Pač, če ste kopirali Oasis pa Blur, oni so itak nadrkani na cel svet. Ja, itak, ja. Če so res, ne. Da so prišli nazaj, ne. Tako da očitno treba kako vilo kupiti, ali karkoli, ne. Tako sem res fan Oasis, no, tako da komaj čakam. Mislim, jaz se spomnim, itak ste bili, jaz sem pač takrat otroka, ne, če tako pogledam, malo starejši otrok, no. Jaz sem 83-letnik. Ampak jaz se spomnim, ko ste vi pač s temi komadi udarili ven in ti si bil pač... Kar luškam fant, no? Jo, Marija, pomagi. Ok, poslušam. Kako si že prej rekel, da si imel to gobico, ne? Ja. Prizorco tako malo nabojena. Malo nabojena, čeprav boja se zdaj postrigo, ne? Ja, mislim, da je malo krajše. Dobro, malo krajše, sem tudi jaz malo krajše. Ni pa lih gobica, ne? Ja, mama mi je skozi težila, spet mami, jo. Aha, ti je hotela kaj, da imaš kratke lase? Gle, ona je bila hči, ta dedek, ki je bil iz Srbije, ne Lunaček, ampak ta dol, Simonovič, ne? On je bil vojaško lice in on je na kratko, in ko sem jaz prišel eno poletje, to gobica, ne, kaj ti to s gobico, katastrofa, kaj je ta gobica, kaj si ženska, si žena, ne, veš, pa ne, pa to je modern, pa veš, po mene punce tako je, pa me sem črn prelil z modrim otenkom. Ja, to je bilo popularno, upa viola, ampak puna modra je bila pa top. Grozno, da nekaj šopila so ti izpadali, katastrofa, kera barva, neka čip za 3 evre, grozno. No, Luka je imel nekaj peroksidno blond lase, vse so se križale, mame doma, kaj je to? Vsake denarja zaslužili, ne, oni se farbajo, mamja, imaš 2 jurja tolarjev, kar rabiš, ja, rabim za knjigo, ja, že z novo barvo, pa še veš pofarban. Ampak vem, da dedek se je križil in pa se je tudi mama, ne, in pa me je mama, pa dej se postriš, saj tako,
sem imel pa eno stran kao daljšo. Ja. In pa se mi je ta stran tako kao, jaz imam tle brzgotino, ne vem, če vidiš. Ja. Kot ti bom povedal, Okej. boš zdaj videla, prej se ne porajta. Jaz sem pri 14 skočil v vodo in sem skoraj umrl, ker sem preletel na skalo, v bistvu s tako špičasto. Ja, in sem skoraj bez očesa ostal, tako je v bistvu sedal in sem bil pač nekaj časa kar zakompleksen zaradi te brzgotine in potem sem to gobico tako čez nosil, ne. In pol je bilo že tak problem, da sem že tako lase čez te oči, da sem začel že z glavo po stran hoditi. A je zato, ker se podzavestno umikaš in sem imel dejansko glavo že tako, ne. In mislim, koliko je vse za imič, ne. Veš, ampak v bistvu si totalni papak, no, drugega ne morem reči, no. Sem čakaj, ste pa valjda čutili, da ste bejbam ful všeč. A je Pa bilo? da si to Mislim, vedel, ne. kako se je to takrat Aroganti smo odražalo? bili, pa kreteni smo bili. Ker nekaj, zdaj ne. lahko primerjaš, kako je pri Joker out? Ja. Ker je Oni se točno s tem ful bolj spopadajo. Kako Oni ste so se vi- ful bolj artikulirani, ker je Bojan trikrat bolj Zelo. inteligenten od mene. In ve, kva dela. Jaz takrat nisem imel, ne vem, ali ljudi nisem imel ta pravih. Jaz sem bil zblojen, jaz za razliko od njega nisem vedel, kaj bi rad. Jaz sem vedel, da mi je fajn v bendu, iskreno nisem vedel, boj s tem moke, kakšen kruh. Ko sem prvi denar zaslužil od benda, me je bilo to ono, ne bo se mi odprl. Ja. Až pa kar enkrat je kar resen denar začel prihajati, až moj fotor je delal cel mesec za ta denar, jaz sem ga kar dobil. Ne vem, ko so ostali fantje to, a so sem hotel reči razpička, a so kaj zapravili. Jaz sem enostavno malo šparil, pol sem si kasneje tudi stanovanje od tega kupil. Se pravi, bil sem tako malo bolj racionalen, ne, nisem šel v cvet. Pa srečo sem imel, da sem relativno hitro spoznal mojo boljšo polovico, ki je drugače mi grede isti letnik kot ti. Na Špilu mimo grede, v Mariboru. Ma jaz sem to, v bistvu se nisva zares na Špilu spoznala. Kje pa ste se pa? Tehnično je bilo na Špilu, No. ampak v bistvu v resnici je ta Špil samo problem povzročil, realno. Ne? Tako da so se spoznala, pač, ok, dolga zgodba, ni to za podcast, recimo. Ampak ja, Ja, je, ja. skupno, Zato smo recimo, tukaj. a ja, ok, dobro, povem. Tukaj lahko govoriš. Ti se mi je ful dolgočasno, no, dolgočasna zgodba, no, ampak hkrati je pa lepa. V bistvu je bilo tako, da zdaj sem kar ganjen, ko se spomnim tega. Okej. Mi je lepo, ker Vita, ne? Drugače. drži. Ja. Ja. Je bilo tako, da v bistvu ona je bila razočarana, jaz razočaran. Ja, kaj je ta neka lepa blonda tam, brez veze. Ona pa, kaj pa ta neka gobica, kaj tle. Ne, takrat sem bil že na kratko postrižen, kaj. Ja, pač je hud, to je to, ja. In kaj je zdaj? Pač hvala ne bom, ne. Pač itak hoče vsako, ne. Jaz pa ne, jaz sem pa dejansko hotel eno budalo, ko bo ista budala kot jaz. Se pa ono, da sta dve nepopolnosti, ki sta skrb perfektne. In nisem vedel, da je to ta oseba in pol je imela ona hudo prometno nesrečo in jaz nisem vedel, da bom to žensko še kdaj srečal. In zaradi te prometne nesreče, kakorkoli je bila huda, je skoraj umrla, sem se jaz z njo, v bistvu vljudnostni klic je bil, ker mi je bivša menedžerka, ki je tudi njo poznala, rekla, da jo poklič, ful bo vesela, ker je pač uno nepremična, skoraj umrla, epileptične napade ima, če se luči pržgejo, se prav dejansko. Jaz sem res nič ni bilo odzad, da bom razmišljal, zdaj pa je s tebe za pec, ok, una mrtva na pol. Ja. Vljudnostni klic, kot sem rekel, verjetno jih milijon ljudi poklicali, ja, ti želimo hitro okrevanje. Ona je bila full happy, kako lepo, da si poklicala, sva začela, v bistvu, ne vem, kako sva začela klepetati. Takrat so bili še oni mobi čuki, Ja. ne vem, koliko kartic Pa sem regle pa porabil, to, ja. večkrat sem zaslužil, po moje, ja, regle, ja. Ragla. Regla. Ragla, Ne, ja. mislim, da je pa regla. Oboje. Oboje, celo Okej. oboje. No, je oboje. Tako da je bilo tako, da sva ene 4 mesece, skoraj slabe pol leta preživela na pogovorih na telefonu. Wow. Sevanja sem jaz dobil life of fuck, zdaj ko gledam. In v bistvu sta se poznala v nulo, strahove, fantazije, dejansko v detajle, vse, kar bi se ljudje pravzaprav morali spoznati, prej bi zares se spustili v neko vezo. Kontra od tega, kar je ponovadi. In ko sva prišla prvič na uradni dejt, sva midva se pač imela res ful rada. Imela sva pa fucking tremo, zato ker sva se enkrat v življenju prej videla v eni diskoteki smrdljivi, ker sva se tako z vprašanjem velikim gledala, ne. Bila sva si všeč, a si bova všeč čez 5 mesecev spet. Ko pa če si pozabil, kakšna je ona, ne. Hvala Bogu, sva si bila očitno všeč, kot drugače ne bi. Hkrati sta se ful poznala, ne? Ful sva se A veš, poznala. glede na to, Kar da je sta se- Pa en stan ful pritisk, ne. Ja. Ker imate obratno, ne, ja, všeč si mi, sem pa videl, a mi boš tudi tako všeč kot človek, ne. Ali boš čez 5 mesecev, ne vem, nož vam potegnila, ali boš, ne vem, čist drugačna, kot si rekla, boš lagala, boš lagal. Tako da me to, ko se zdaj pogovarjava, je ultimativno pomembna stvar. Tako je bila ločitev, tako je bila moja sestra mlajša, glede, še vedno ti nisem odgovoril na vprašanje, zakaj sem se naučil kuhati. Ker sva bila sestra toliko lik sama, da sem se bil jaz prisiljen naučiti, kaj zlikati, kaj pospraviti, kaj skuhati, ker je bilo zelo malo stvari za skuhati. Ne. Mama je doskrat tudi listke gor pisala, to je za takrat, da smo pač mi razdeljeni, ne vem. Vaši Vesni sem glih zadnjič razlagal eno stvar, ti se pa ne rad spominjam. No. Včasih so bili električni te števci noter, ne. In se prav spomnim, ko smo bila sama sestra ali pa sam mami, pa mi dva sestra smo bili tih takrat, ko je ta
ko je odčitaval te števce, smo bili morali biti vedno tih, zato ker če bi videl, smo doma, bi pač na vsak način ustrajal, bi morali odpreti in bi verjetno izklopil elektriko. Ne, tako. Ampak pravim, ful sem ponosen, da sem to doživel, zato ker takrat mi je bilo težko, zdaj pa, ko gledam, meni ni problem, jaz dobro živim, ne živim slabo, si lahko prvoščen stvari, ampak razumem, ko ljudje nimajo. Ne? Se pravi, vedno vsakmu rečem, glej, potrud se, deli to, kar čutiš, da si vpoklican. Včasih je ful težko vase pogledati globoko, se preč, zakaj točno sem jaz na tem svetu. To je največji problem. Ne? In ko sem svojo boljšo polovico spoznal, pravzaprav, jaz bi bil precej izgubljena duša. No? Sploh v nekem tem rock'n'rollu je dosti izgubljenih duš. No? Jaz sem ful izgubljena duša, ampak zato, ker spoznaš nekoga, ki ni izgubljena duša, ti mogoče lahko to razposajenost, to mehkobo, neorganiziranosti zmehčaš osebo, ki je bolj organizirana, ona pa tebe bolj organizira. Ne? Tako da je to dokaj pomembna stvar. No? Zelo lepo si vse to povedal o Viti, ampak je pa Vita v bistvu tudi del benda, ne? Mislim, ona je bolj bend, kot jaz, po mojem, v resnici. Če ne bi bilo, bi šel bend že zdavni v franže. Ona je tista, ki vleče vse niti, ali kako, drži skupaj? Mislim, ona drži skupaj, ful je stroga, pa tudi doskrat zateži, ker jaz nisem glih tak, da bi znal zatežiti, ali pa me je strah zatežiti. Zelo ima pod kontrolo stvari, pa zelo ve, kaj je prav, pa zelo je pravična. Zelo je pravična. Jaz ful stroga, ampak nikoli ne bo krivica naredila. Se pa tudi, če boš kaj zameril, jaz ali pa kdorkoli v bendu, realno je ena stvar, če si sam pri sebi priznaš, je imela prav, kar je rekla. Ne? Okay. Zdaj sem videla pred kratkim, v bistvu, mislim, da je en story tvoj, ki je ona tudi pela gor. Kaj ste bili na odru skupaj? Ja, pred kratkim se je pridružila. V bistvu vse back vokale vedno pela za naš bend, pa tudi za razne druge artiste. Ampak ne rada se ful izpostavlja. Zdaj imamo en komad skupaj, ki je ful lep, pa ga občasno zagramo skupaj, pa dobi tak aplauz, da včasih, ko si pogledamo, a res naš več pela mater. Pač lepa je kot noter in navzven, no, čistko. Jaz sem ful vesel, da v bistvu sem po tolikih letih še vedno pravzaprav, bi lahko rekel tudi zaljubljen. No. Če po zaljubljenost mine, pa ostane tisto globje prijateljstvo. Vse ono je pomembnejša. Glitko smo imela krize, glitko smo imela spomnim padce, tudi zelo hude, ampak sva še vedno tukaj. No. Ful mi je všeč, kako lepo govoriš o njej. Tako, kako v bistvu, kakšna grozna, ampak hkrati lepa stvar je povezala in pa jo drži še vedno skupaj, veš? Ful hvala, je pa res, da če bo gledala, sploh ne gleda televizije, ne gleda nič tega. Seveda bo, mi smo na YouTubeu. To, če bo gledala pola nad kako je lepega, povem, tako naredim. Ne bom zdaj, da ne bom bruku. Ej, Rok, Ko je ni, je bila najbolj prodajana pesem leta 1999. Ja, drži. Kako se je to takrat to je prišlo, zraven je prišla slava, dajmo reči, v slovenskem prostoru. Kako ste vi to handlali? Pa pri tej starosti, tako mladi. Ni bila pa ta slava slovenska, to je tako, se pravi, imaš bolj in manj znane ljudi, no. Ja, pač, ko greš v trgovino, ljudje pač gledajo, kva si kupil. Paziš, da ni skupaj res kaj sumljivega. A pa so bile kakšne prednosti tega oziroma slabosti takrat? Slabosti so še danes, ravno zdaj se soočam recimo z eno iskreno noro oboževalko, jaz drugega ne moram reči, no. Ker večina so ljudje, ki imajo radi tvojo muziko v teh letih, ampak ena je pa prav, pa smo prav na policiji, pa take fore. To so pač te neljube stvari, no, kaj res rečeš, a me ne moš v primeru pustiti, posod pišeš take stvari, ki Bog pomaga. Ja, poklič Tomija Sidarta, on je imel podobne, oziroma obtožbe otroku, pa tako. Jaz imam prav hardcore, policija prav, resna stvar, ampak okej, boženo. A ti to fuj zamori tako? Konkretno ta primer mi je fuj zamoril. Prvno, tako si rečeš, probaš dopovedati sem, če je človek na drugi strani pač ni čist okej, bi rabil strokovno pomoč, pač ne moš vzpostaviti dialoga, enostavno moš da to uradni osebi. Ne? Ko sem bil pa mlad, je bilo pa drugače, takrat so bile pa zaljubljene punce, se spomnim, takrat ni bilo Instagramov tega. Ja, se je zato, znači tega ni bilo. Ko si bila ti recimo mogoče mlada Jana, pa ti bo en pevc všeč, kako si se... Ja, pa se mi bil ti všeč, recimo. Marija, ti kaj... Ja, pa se to sem ti prej razlagala, da ste bili res ja, pač bili smo simpatični. Ne, muzika je bila dobra, takrat je bil res to. Ta Britpop je bil ful popularen. In če k temu dodaš še pač dober izgled, nek tak dober imič, je to, ne? Mislim, jaz se spomnim enkrat, ko sem bil še najstnik, in smo imeli te prve plakate, ko ni bil glih zunaj. In recimo, to sem povedal že zgodbe, dosti dolgočasno, ampak tako, mi smo pač imeli več ali manj prazne koncerte, ne znam bend, pa se je pa Koi ni zgodil. Lahko ti povem, ko se je zgodil Koi ni, ko sem ga prvič na radiju slišal. To je bilo ful lepa zgodba. Tako mi se peljemo z unim IMV kombi. IMV kombi smo imeli od gasilcev, takrat vse razpadlo, katastrofa. Se peljemo nekam proti štarskem koncu in takrat je bil nek radio je bil, ki verjetno ne obstaja več. In ta prijazna teta, ne, in sedaj prvo mesto naše lestvice, in mi tako, da vidimo, kdo je, ne. Flirt, Koi ni, imeno vreščanje, ustavili smo se, ročna, sred avtoceste.
mi jokat, objemati se, noret, toč, mislim, crazy, no, to zdaj nam je ratal, ne, to je zdaj to, sky's the limit, ne, in jaz ne bom pozabil, pridemo mi v en ljubljanski klub. Ja. In še vedno nismo čez tega dojeli, to je bil res hit, in to čez noč. Ti si šel v Marijo in čez en teden si imel hit. In mi prijemo v ta klub in polno, same bebe mlade. Ne? In mi valjda predtem smo imeli polnih 13-20 fenic, v prvi vrsti pa prazno, duva promaja, kot rečejo Srbi. Ne? Se pravi, mi špilamo, večinoma neznane komade, noben ne reagira, ko one sam pač vam malo vreščijo, ne? Ampak v osnovi vidiš, da ne poznajo komadov in meni Luka tako, stari, kdo tle igra danes? Mi je skono, ja ne vem, mi nismo dojeli, da je to zaradi nas. In pol mi zagramo pač v staro verzijo, ko je ni uno vreščanje, na hard, in valjda, cool. Dober zdi, cool. Ja, ne, pa še en let predtem je bilo pa tako, igramo v punk klubu, smo igrali v Kočevju in mi v bistvu nek pop-rock band, rock, mal popa, odvisno, ne, mal Spandau Ballet, Duran Duran, in mi špilamo tam neke svilene srajčke, mal imič, kao nova romantika, tako kot zdaj, ne. In kar naenkrat nek ser v mene preleti, pa pomaranča, pa to sem začel metati, ne. In jaz uno popodsanem, in jaz uno naberam, ne. Lahko nam vzamete, tam živo vidim, lahko nam vzamete ponos, ampak muske nikoli pa solza, veš. Tako pride basist do mene, pa tako, daj ne bo odpička, daj je špili, tako kao v tem stilu. Katastrofa. No, ampak čez en let smo bili pač popularen band. Pa to vam je zrihto špil v punk klubu. Ne vem, pomarjam. Ja, takratni menedžer Janez. In ga Janeza smo imeli, kaj je bil bolj prijatelj, več smo spili, kad smo dobili. Igrali smo eni kleti ptujski, predskupina Don Mentoni benda smo bili in so oni spili, mi smo spili. In pa smo prbiti prišli do tega organizatora, rekli, a nam boš dal teh 300 mark, ker ko mrš, da vas ne vidim, zginite in ko več po meni, spili ste mi za Jurija, vse, kar je bilo, je katastrofa, ja, res. Ampak to so bili najbolj cajti. S kom ste se pa ful dobro ujeli od takrat? Takoj smo se štekali z Bigfooti, ko so nas hitro vzeli za predband, takrat smo se vozili še v Gorico, kaj je bil takrat Marko Polo Krim, ne vem, ko se je točno še čez staro uno cesto smo se vozili, ne vem, je bila že avtocesta sploh takrat, mislim, da ne. S tem IMV-jem, ki je imel gretja, ki je imel, ško je imel zvočniki, so bili tako zlomljeni, da so bili neki magneti in kamorkoli si ga vrgel, se je prijel, ne. Na sredini si imel eno mašino, veš. A neš, kakšne imel IMV? IMV je imel mašino na sredini, taka bunka. A poznate, fante, ekipo? Ne poznate? No, pač vozil si... Mlajš, veš. Ja, no, ampak tle je bil IMV imel mašino, ki je bila kar mašina, če bi odprl. In nismo imeli tega pokrova. Če bi dal roko, ti mašina zagravi. In najboljše je bilo spredi sedeti, ker sta bila to edina fiksna stola. Vsi vzdali so bili neki šolski stoli, ki smo jih pokradali iz šube in pač, če so bili zavoj, si pač padal po tleh, ne. Je pa res, da ko si prišel špila, če si bil pa kaj v rožcah, si pa pač spal na tleh, ne. In vem, da z Alenom od Bigfootov smo neke rock rake, ki igrali skupaj in smo pač spili in smo se zbudili zjutraj, jaz sem se zbudil z Alenom objet tam odzad na zadnjih zicih. Pač nismo vedela, kje sva doma, pač vse sorte. No, pa so nas pa plavci zavohali, je pa loša, tudi človek s kapo, dečki, vi ste super, kao, vi ste ta naš džir, kao moderni primitivizem, ampak v bistvu je to malo bolj pop, ne, šli smo z drugo plato malo bolj v pop in je rekel, ta Kojni, to bo hit. In oni so nas vzeli za predskupino še pred Kojni, ne, in smo igrali v bistvu v Križankah pred njimi kot predskupina. Vrhunsko. Limali vse te piltke, ker so nam dovolili, ne, to je bilo pa en dan prej, da smo šli pol sprintati, ne, flirt pred skupina, na vse džamo plakate, celo noč smo limali, da bi ljudje seveda vedeli, ker itak niso vedeli, kdo smo, ne. In potem, ko smo šli na oder, ni bilo valjda napovedane pred skupine, folk je završal, kao da smo mi, kako smo mi popularni. Pa so pa hitro dojeli, da pač nek band, ki ga ne pozna in pač je bilo, tako, no, in mi je okej, realnost, ne, tako da. Pol smo bili pa čez kako leto že toliko močni, sami smo imeli njeno balado, Kojni, kasneje že Rome in Julija, prišlo smo bili pa že, ja, vsi te komadi stari, smo bili pa že toliko močni, da smo potem se odcepili, ne, smo bili po moje že premočna predskupina, smo pa potem že začeli sami delati dvorane in je pač vreščanje plavcev se malo preveslo celo v nas, no. Tako da so bili lepi časi. Morava to zdaj razrešiti čim prej, ker to je po moje, ne zanima samo mene, ampak ful enih ljudi, kaj je zdaj te kape. Ja, imič. Ta imič. Ja, mislim, nimam bolj umetelnega odgovora. Jaz sem iskreno mislila, da pač nimaš čas. Ja, razumem, saj si povedala, iskreno. Vsi, ki me poznajo, vejo, da v privat life ne nosim kap. Ker imaš pa ful las drugačno. Ma nima ful mal las. Ma imaš, se ti pa. To je, ne moš imeti par 46, tako to, ki imam jaz 100 klas, ki se imel par 5. Mislim, jaz jih poznam, ki so predvsem mlajši, pa jih nimajo, tako da. Dobro, že, ampak je pa hkrati tako, ne, a ti čisto po pravici povem, to glede kap, to šele zdaj opažam, zadnjo leto pa pol, kaj to folk toliko zanima. Ampak jaz sem prepričan, da ko se ukvarja, pusti, da je to kot neko foro mimobežno, ampak nekdo, ko se preveč s to mojo kapo ukvarja, iskreno pol verjetno
ni prišel do vsebine, ne? Ker če pride do naše vsebine, mu bo všeč ali pa mu ne bo všeč. Ne? To pa jaz nosim v končni fazi, tudi če bi bil brez lasa, ali pa jaz sem pač siv od mladosti, farbu sem se pri 19, ker sem bil enako siv, kot zdaj. Ne? Jaz sem tudi ful hitro ratala siva. To je baje gensko. Pa si pobarvan. Ja. Ampak so pa bejti lasje bolj kvalitetni, ne odpadajo toliko. Veš kaj, pa sem rodila, pa sem začela jih pa zgubljati. A res, kaj? Od rojstva si izgubljala lase? Ko rodiš otroka, pri ženskah je zelo pogosto, da začnejo lasje izpadati. Ti imaš med nosečnostjo bolano lepe lase. Ti bom pokazala, koliko sem imela lepe lase med nosečnostjo. Okay. Polih pa tlele začneš zgubljati, tlele, prav tukaj. In dobiš to Miki Miško, pravijo, veš? Ne hecam se resno. Tako da pol eni si jo pomorejo, eni pa ne. Ampak jaz sama pri sebi vidim, da kvaliteta ni več ista. Neki je starost, neki so hormoni, pač pri ženskah. To je dober učitek, ko bo otrok že star. Če bo karkoli delal, gledaj, zaradi tebe sem Miki Miško dobila. Mam, jaz bi Miki Miško, jaz jo imam. Ja, točno to. Ok, no, to sva razrešila, tako da lahko greva nazaj. Mi je všeč. Zdaj pa ena stvar, ki pa mene res zanima. Ok, vi ste bili ful uspešni s flirti, a ne? In potem na neki točki vas ni bilo več. 2002 ali 2003, in točno to moram pogledati, sem šel jaz na vrhuncu popularnosti ven iz benda. Nikoli se nismo sploh rekli, gremo na razen, jaz sem pač enostavno nehal na vaje hoditi. In potem se je zgodil ta neverjeten preporod. Ampak zgodil se je dvakrat. No. Si pozabila to. Zgodil se je 2009, ko smo se vrnili in smo imeli komad v mojem telesu, ki je bil mega. Ja, tako. Potem sem jaz 2013, vedno smo imeli napačne ljudi okrog sebe. Ali napačen menedžer, ali napačna ekipa benda, ali neki pač. V resnici je pa to pravzaprav samo izgovor, da jaz nisem vajeti v roke prejel. Jaz sem zdaj prvič, 2019, 2020, med korono, glih sem imel čas, ker sem drugače bil full autor za druge. Ne? Jaz govorim zdaj samo o tem preporodu. Ja, o tem, ko vas je dobesedno izstrelo, tako da ste bili ampak ni bilo to mogoče zgleda, kaj enkrat band pride čez ta tipping point. Ne? A veš, to je vre, pa zavre. Ne? In pol vsi vidijo, to je kar naenkrat. Ma ni naenkrat. Ne? Kot prvo imamo mi podlage 27 let, 28 let bomo imeli februarja. Ne? Spod 30 let že pripravljamo križanke, smo napovedali za 28 let. Ne? Mi smo 2019, 2017, 2018 še s prejšnjo ekipo, od te ekipe, ki je zdaj bil samo Matjaž Klaviaturist. In to je zdaj flirt z dvema rojema? Ja, to je že od 2009 dalje. 2009 smo se vrnili s flirt. Flirt je v resnici pod 97 dalje, se isti šmoren. Jaz sem še vedno pevc, še vedno avtor. Tako. Ampak fora je v tem, da ko smo se mi vrnili zdaj za res, to, kar zdaj vidijo ljudje, mi smo zdaj eno super ploščo, prej sem prvi del sem ti podelil, Jekyll and Hyde, gor je recimo Punca v belem 20 let nazaj, ki je bila pravzaprav tako zelo nepretenciozna, naposneta, zelo iskrena. Drugi del albuma je meni se celo še ljubši, ampak je manj komercialen, gor je duet z Orleki, duet z Maskom pokojnim, Jure Longika je dal glas za en komad, tako ištekani komad, ki je bil narejen za štekane. Skratka, meni osebno najljubši album in se nič kaj dosti ni zgodil. Verjetno zato, ker sem tudi jaz marsikaj narobe počel, se ne posipam s pepelom. Dejansko sem jaz marsikaj delal narobe z napačnimi ljudmi v napačnem trenutku. Pač tako je. Treba si priznati. Ne. Ampak 2019-2020 tudi z našim PR-ovcem, z novim menedžerjem, ki je pač tudi prijatelj bil v snovi moj, pa smo se zdaj pokonektali z njimi, pravzaprav se je pa sestavilo vse skupaj, prave pesmi. Jaz sem dolg časa, pravzaprav ta band, mislim, mene ful več muzike zanima, tudi rap komade sem delal sem metal komade, flirt smo snemali vse sorto muziko, ampak realno smo bili vedno band ljubezni. In jaz se že dolg ne obremenjujem s formo, ampak s tem, to meni dogaja. Ne? In zdaj ta album, ki ga zdaj delamo, je pravzaprav kitarski pop, ki je sicer užival veliko trši, je pravzaprav rock, ne? Ampak na posnetkih smo pa pravzaprav love song band. In zdaj ta ljubezen je lahko preprosta, ne rab pa biti banalna. Ne? In ko se je zgodila recimo Punca v belem, ki je bila neznan komad, ni bil single, sploh ne vem, zakaj se je zgodila, iskreno. Težko ti rečem, na najlepši možen način se je zgodila. Mi smo imeli nov single Ostani zavedno, ki je sledil Kometa pa Koleživa, ne? In je povozil Punca v belem regularni single, ki se je zgodil iz Cvetličarne posnetek live, ki je zdaj, ne vem, na milijon ogledov, brez enega evra vloženega, razen kar je bilo samega posnetka. Ne vem pa, zakaj se je to zgodilo. A so ljudje lačni ljubezni? Jaz vem, da smo zelo dober band v živo. To sigurno ne smemo mislim, pa ne govorim tehnično, kaj pomeni to tehnično. Energijo imate to pravo in zelo dobro komunikacijo imate s publiko. Absolutno, se strinjam. Jaz res, kolikor sem čudak v zaodrju, pa pred odrom, ampak na odru. Si pa kralj. Ja, recimo, da zelo imam rad to, rad počnem in predvsem je ena bistvena stvar, tega se pa zavedam, ko ljudje pridejo na koncert, plačajo karto, ljudje nimajo časa, v današnjem času, ko fulni časa, se pa plačajo karto, pridejo, ko mogoče nimajo dovolj denarja, posebno dajo tistih 20, 30, 40 evrov za karto. Tako, kar reče Bruce Springsteen svojemu bendu, jaz vedno rečem bendu, za nekoga je to prvi, za nekoga zadnji koncert. Dajmo srce in dušo na odru,
Ker če ne, nismo vredni, da igramo in da te ljudje hodijo na koncerte. In pri nas se dogaja, da ljudje hodijo na koncerte po 20krat na en koncert, pa so to tudi letniki, ne samo 13 let, pa 18, ampak tudi 40, 50. Ne? In vidim obraze, jih spoznavam. Ne? In to je velika odgovornost in privilegij. Če ti poješ v ljubezni, pa to zdaj mogoče zveni kot neka floskula, pa res ni, pet v ljubezni je najlepši na svetu. Zato je, ker če boš prenesel to ljubezen na dva človeka iz publike, bosta ona da to prenašala na ostali in tako se začne delati velik preseg. In ko grejo ljudje domov, jaz vedno rečem, tudi preden se poslovimo, ne pozabite tega, pa to resno mislim, ne pozabite tega trenutka. Ta trenutek ni skrbi, boste se jutro ukvarjali s problemi. Pozabite na skrbi, ker skrbi v resnici ni. Če jih boste prezračili, zjutraj vstanite in rečete, koliko je bilo lepo, ker tudi če nikoli več na avto je prišel na koncert, imamo to ljubezen, ki se je zgodila ta trenutek, pa nikoli več. In to je čar koncertov. Ko greš ti na Joker avte, si tukaj in točno tako je bilo, nikoli več ne bo enako. Ne? Ja. Džibon ima nekaj zelo podobnega, govori na svojih koncertih publiki in predvsem jim da jasno vedeti zelo direktno, da ne pospravijo telefone in da hoče, da pač se povežejo z njim in da res uživajo. Prav počaka in teži, dokler ljudje ne pospravijo telefonu, kar je meni recimo ful plus. Ful je plus, manj imaš storij, manj lahko deliš. Doživiš res glasbo in koncerta. Ne? Drži, absolutno se strinjam. Itak imamo mi svojega videogaja, itak imamo svojega fotografa, vse boste imeli poslikan, koliko boste ta posnetek gledali, naredite en posnetek, unih 10 sekund, ajde, objavite ga, ostalo uživite. In zadnjič sem prav, recimo, nekaj smo bili Maribor ali Domžale in folk poje na polno in vidim pač punce, snemajo se kot punce, dajte pospraviti telefone, dajmo en komad brez. In pol pozabijo vam potegniti nazaj telefon, ker gotovijo, da je boljš. Ja, valjda, obe roke imaš na razpolago, petje, ne razmišljaš o tem, koliko boš huda. Ja. Ti si bil ekstra tudi priden kot kantavtor in predvsem pisec tudi za druge glasbenike. Ja. Kot cela vrsta jih je, no. Padla so mi v oči ženska imena, ker me zanima, kako recimo pisati pesmi za ženske. Meni ful laži. Zakaj? Ne vem, nimam odgovora na to. Laži mi je večje subtilnosti. Za Aljo si pisal, ne? Za Manco Špik tudi, koga še? Ogromno jih je. Ja, veliko je teh zabavnih glasbenic. Nažalost nisem delal toliko roka, tudi jazz sem delal, pa popevke, pa tako naprej. Ampak najljubše so mi ponovati tune, ko so manj popularne. Recimo bil je en krasen band, ki ga je naredil Jure Tori, harmonikaš od Orlekov, ne obstaja več ta skupina Flora in Paris. Pet si na YouTube pogledati. Okay. Čudovit, tak res najboljši možen pop, jazz, tak etno, krasen, mislim res super, tak najboljši pristen pop. No? In v bistvu so imeli en komad Potujem sam, pa en komad je bil Naša bajta, tak retro, skoraj malo etno že na trenutke. Samuel Lukas je krasno ploščo blues izdal, sebe dajem, recimo, pa ni bila to komercialno uspešna, pa mi je žal za to. Ampak drugače pa ja, ljudje vidijo tiste komercialne uspehe, ne vem. Vem, da recimo v zabavni glasbi, ko sem napisal Balerino ali pa Gin and Tonic za Zvito Feltno, pač za Zvito Feltno smo še vedno prijatelji, delamo skupaj. Ni to zdaj v prvi vrsti moja glasba, ampak jaz jih imam res rad. Prijatelji smo, vzel sem jih pod neko odkrilje avtorstva, ko so bili mulci, ko noben ni za njih vedel in pa se je zgodil pač ta uspeh. Kako to rata, recimo? A oni pridejo k tebi, so prišli, mi bi imeli eno pesem? Vedno pridejo do tebe, ja. Ampak je tako, kako je nastala Gin and Tonic? To je bil joke, čisti hit. Absolutno je joke. Čisti joke, ampak je... Kaj, si slučajno imel na mizi Gin and Tonic? Ne, ki ga ne maram. Sploh ga ne maram. Ne, takrat je bilo tako, da sem sedel, gledal čez okno, bil en tak res sončen dan in sem videl enega fanta pa punco, ko sta se nekaj kregala, tako da ne vem, kako je z tega to ratal. In je v bistvu, tako, ne vem, pač nek trigger imaš, zakaj, ne vem. Recimo Balerina, ki je v bistvu lep tekst, pravzaprav zelo, pusti, da je to zabavna skupina. Mambo Kingsa, ne? Mambo Kingsa, ampak v bistvu tekst je ful lep, ne, Von po lavandi, so med prsti, med vrhovi Rjuksiti, ne. Ta je drugače pri ekipi tukaj na radiju zelo priljubljena, to moram povedati. Ja, verjamem. Vse je tak evergreen, ne. Ampak ne vem, zakaj se je to zgodilo. Jaz se spomnim, v Bartu sem prišel, imel to melodijo, vsi so bili proti temu komadu, nama je bil pošet, pa tega naredila tak netipičen Mambo Kings komad za svojo dušo, ne, in jaz sem ta tekst napisal tako, ne vem, v 5 minutah v njegovem kabinetu. Popravila sva tisti 1. september malo in to je to. Tako pač, gled, če začutiš, pa se zgodi. Nikoli nisem pisal pesmi, ne vem, tako, da sem si povzel en teden. Pač, kadar je preleteli. Je pa trajal, da je pač preletela ta neka iskrca, ne. A veš, katera pesem je pa najljubša, ki sem ga za drugega napisal, zdaj sem se spomnil. Povej, oziroma zdaj grej. Ti bom zapel, upam, da sem spomnil verz za Slavko Ivančiču, sem napisal komad, ki nažalost... Ni mi povedal tega, kaj je bil nazadnje tukaj, vidiš? Katerega? Ni znana, pa dobro, danes je težko napisati znano pesem, ker jo večinoma mimo. Nekoč se imenuje glasben tekst, sem napisal, ampak res, konča se tako... A imaš le telefon, da preberem tekst, ker sem pozabil, ampak mi je res ful ljub tekst. Nekoč. Čak, tako je, med spomini so vrstice... Se to je zdaj izvan etra, verjetno, ker nisem se oglasil. Ne, to se zdaj... A ja, samo etro. To kar gremo. Nisem vedel, kaj pa moram dati mikrofon. Čak, tako le dal...
tam je res ljuba. Slavko, ne? Ja, in sam preberi mi, en vers mi je tako dober, Veš, kaj je edin problem, da tle meni internet. ne dela, ok, čak. Mogoče Tako, se s tem sam no. košček zagral. Dej. Med spomini so vrstice, ene dolge, druge ne. Nežne ne kot govorice, ki jih širijo ljudje. Konča se pa tako, no. Pomni me, ljubezen moja, skozi pesmi bom živel. Vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel. Tako čist njegov, refren je pa nekoč, ko roke se umirijo in me čas odnese stran, nekoč, ko morje postelja bo moja in ne bo moj pristan. A ti je V bistvu, včasih po smrti. ful je lepa pesem? Ful je, to je bil v bistvu, to bi z veseljem imel za sebe. No. No to, a ti včasih Ni, zato ni mi žal. Ni mi težko, žal. ko daš pesem nekomu drugmu, Ne, pa bi jo ni. imel zase. Ne, to je edina pesem, res za nobeno mi ni žal. Pa tudi zato mi ni žal, ker je Slavko pač živa legenda, živa Tako. legenda. Ja. Ampak ta pesem je bila taka, da bi jo z veseljem jaz imel za sebe. No. Veš, kaj me je presenetilo tako? Zgodba o pesmi Romeo in Julija. Aha, da je čist kontra od tega, kar smo jo vzeli. Ja. Ja. Se ne vem, bi sploh uničila. To sem velikrat povedal, ampak v bistvu uničiš ljubezensko percepcijo. Jaz sem to kaj, napisal na VC-ju kot prvo. Ja, kot jaz, drugo jaz pa- imam na radiju eno rubriko, bom rekla. Aha, WC rubrika. Ne, To ni reče WC-tinski. se ji Rok Štorja. in v tej- Rok Štorja. Rok Štorja Pa jaz in sem v Rok. njej razlagam nekatere pesmi, ki so izpadejo drugačne, kot ljudje Ja. mislijo, da so. Recimo, ko mene več ne bo od Slavca, ne? No, ampak Je tako. dajmo se osredotočiti na Romeo in Julija. Pa dajmo to Rok Štorjo. No? Ja. Pesem, ki je nastala na VC-ju, med številko 1, da ne bo pomote, ne med dvojko. Nastala je pa pravzaprav, sem pa spremenil tekst, da zveni ljubezensko, ampak v osnovi sem napisal tako mat melodijo ob ločitvi mojih staršev. Pa sem pa malo zapakiral, da izpade kot delov song. Pa pazi, kakšen butast vers sem napisal, katastrofa. Sama si v sobi. Vse super, drugače lep tekst. Pozno je, zapomni si je. Za mene in za tebe ti vseeno je. Kašna rima je bemtiš, no? Mislim, boš, kar ne razmetujejo mare. Ne, to je boljš. Sorry. Ne, to je boljš, ker je originalno. To je ono, tako kot jaz, ko sem se spomnil besed, da se odmlajujemo, da se ne staramo. Recimo, ti si tipičen primer, da se ne staraš. Ti se Hvala, odmlajuješ, enako ti se ste. odmlajuješ. Ne, ampak ti veš, kako se z te strani, z tega kadra se ful prav svetiš se, stari. Ja, ja. A uporabljaš kakšne te pripomočke? Ja, veš, Take, redno, vsak dan, zjutraj sem obremenjen. Zakaj misliš, da se ne, katastrofa. Imam pa neko kremo, ki mi paše, ja. Raš imam nivejo. Ti si torej avtor številnih besedil, tako za druge, kot tudi za sebe, oziroma za flirte. In pol ti Pa ne v samo enem, besedil, in tudi pol ti v enem- glasbeno, ja, pol ti ja. v enem intervjuju rečeš tole. Ti, ko si tu ena redkih, ki se to prepravi. Družba, ki ima krizo glasbe. To se v Drži. glasbi izraža tako, da je glasba morda preveč preprosta, preveč mimobežna, premalo nagovarja posameznika, ker se nagovarja množico. Drži. In torej, kje smo zdaj? A gremo na bolje ali smo na slabše? Ne, mi smo tik pred zlomom. V roku enega leta se bo zgodil nek zlom. Morda se motim, to je moja subjektivna ocena. Smo v eni fazi, ko so tudi kakšne besedila, jaz sem napisal kar precej nekih mal takih tumpastih besedil včasih, ampak tudi slučajno ne, tako kot zdaj berem, ko se marsikaj zgodi. In smo imeli te faze, jaz sem doživel dve te faze, ko pridemo do te točke, ko so tako že trivialne zadeve, da to kaže na neko ali nestrpnost ali nek nemir. Sploh pogledaš, odpreš naslovnice časopisov, mainstream, pa vidiš, da svet ni glih rožnat. Ne? Ja. Tako da počakamo, kaj se bo zgodilo. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo, ampak bojim se, da pri zlomu scene, kadar so trivialni komadi, potem uletijo tujci. Ne? To se je že večkrat zgodilo. Ne? To se je zgodilo pri nekem tehno obdobju, takrat ne vem, 95, 96, ko je bil ta nek dance, pa se je pol, hvala Bogu, zlom zgodil v negativno, hkrati se pa pozitivno zgodi, da ravno rock muzika, neka, bom rekel, te reč, koncertna muzika. Ja. Mislim, da je to pravi izraz. Absolutno tega ne čuti toliko. To bolj čutijo v zabavni sceni, ne? Ker je mnogo več tekstov. Jaz bi rekla, da trenutno zadnja leta, ko si omenil, koncertna muzika, rock muzika, Živi zelo. doživlja prav res preporod, Ja. cvet je tako res po nekih 20 letih Ja. vzponu. In prav je tako, Močno. zato ker Ja. imamo ogromno odlične glasbe. Ja. Ampak seveda je tudi poplava glasbe, ki pa pač ni
Ampak to je Ni zdaj. vedno. Ker recimo Ja. 80-a, ne, vsi rečejo, to so bila najboljša leta za glasbo. Ne? Never To- gonna give you up, never. Ta je bilo takrat smešno, Percepcija. ne, ja. Ampak tukaj enega šita, ki so takrat sproducirali, so ga tudi malo kdaj. Ne? Dali so nam Domače marsikaj povedano. genialnega. Ja. Ja. Vsako obdobje, ne? Ampak vedno je pač pri teh stvarih zlom, ne? Kadar je preveč vsega, se ljudje, ne vem, nasičijo. Sej, jaz sem težko pametujem, niti ne poznam dovolj vso ozadje, dovolj vseh pesmi, ampak vidim, da smo šli v določenih zabavnih sferah malo predaleč, ne? Da je preveč teh nekih primerjav za spolne organe, ki jih potem zapakirajo tako pa tako. Ko se to začne ponovadi dogajati, Ja. gre pol tudi hitro krene navzdol. In potem takrat tu letijo, ne vem, neki tujci, ne vem, mogoče Hrvati, mogoče Anglosaksonci, ne vem, in tako dalje. Kar mi je hudo, ker meni je tudi tako, kot se zdaj dogaja zadnjih 5 let, da je bila slovenska muzika tista, ki je najbolj popularna, ne, je to krasno. Ne. V končni fazi smo se tudi mi vrnili v tem času. Ne. Je pa res, ne smemo ene stvari pozabiti. Dejansko slovenski artisti prodajo največ kart, ne. Ja. Za razliko od tega, kar se mogoče v mediju zazna. Se sama veš, ne. Jaz sem prepričan, da je Siddharta proda več kart kot, ne vem, nek Džiboni, pa ga imamo zelo vsi radi, ne. Ampak če bi Džiboni bil toliko prisoten kot Siddharta, to slučajno ne bi to kart prodal, ne. Ja, vzpon. Mislim, jaz sem pa, tako bom rekla, v preteklih letih na ogromno enih slovenskih koncertih, z veseljem grem. In vsi odlični, ne. Podpiram slovensko muziko, ki mi je dobra in je polno. Ja. In to je tisto, kar me ful veseli. Ampak pozabiš pa eno stvar, da je pa tudi ogromno koncertov, ki so prazniki, odpadejo, ne. Ja. Ponovadi ljudje radi sfiltriramo tisto, kar je dobro. In se Ja. po eni strani tudi prav tako. Se prav je tako, ne? Jaz sem se največ naučil na praznih koncertih. Ne. Se pravi, najlažje je, Sigurno. ko dobiš ne, kot Ja. si dobila ne v življenju, večkrat kot ja. Ja. In ko dobiš ne, je sicer včasih tudi težko, ampak zaradi ne se ti naučiš, da dobiš prej nek ja. Ne. Zaradi neja rasteš Ja. in se razvijaš. a ne? Ja, Zdaj mi še to povej, kako kaj jočeš. Tle smo zdaj dubla. Ker moški pa je jočejo več kot ženske, ženske jokamo, ako nehamo jokati, smo nehale. Kvot. Rok Lunaček. Zdaj, ker tišina ratala, ker razmišljam. Jaz se pravzaprav zjočam, kadar, ali to v filmu, v knjigi, na točki, kjer morda niti ne v partnerskem odnosu, blazno me gane res pristno prijateljstvo. Moj oče je lepo rekel, ne, pri partnerski vezi je tudi malo strasti, pa neke všečnosti, nasprotni spol, ne nasprotni spol, nima veze. Je neka strast. Ne? Ko ti dobiš prijatelja, tle ni matematike, strasti, kalkulacije v nekem ti už z mano, zaradi tega, ker se bo ljubčkala karkoli, ampak je zgolj nobene kalkulacije. Se pa to je najvišja oblika odnosa med dvema človekoma, ne? Se pravi prijateljstvo. Zato ga je tako težko imeti. Jaz v bistvu sem imel najboljšega prijatelja v mladosti, nažalost so se potem preselili. V drug kraj in smo izgubili stike, mi je bilo zelo hudo. Na še eno pesem sem napisal moja prva puberteta, kjer ga omenjam, to je bil Damjan. Na Ferentu spodaj Damjan in jaz in babi rekla ne upitko na glas. Tam smo se igrali z BMX-i. In hkrati imel sem potem v starejši dobi, sem mislil, da imam najboljšega prijatelja, ki se je izkazal, da ni najboljši prijatelj. In ponovadi, kadar se izkaže, da ni najboljši prijatelj, tudi ni prijatelj. Ne? Potem si razočaran in to me je najbolj prizadelo in zaradi tega sem se največ prejokal v življenju. Zaradi razočaranja nad prijateljem. Sem se pa tudi veliko prejokal zaradi lepih stvari. Zaradi istih stvari, ko me pa gane, ko je nekdo človek, samo zato, ker je človek. Ne? Recimo, blazno rad imam, recimo, moji trije verjetno najljubši filmi, ki so med drugim sicer hollywoodski, ne? Ampak recimo Von po ženski, ne? Se pravi Kaznilnica od rešitve, ne? Good Will Hunting. Posod zanimivo, da je posod prijateljstvo. Med dvema, ki sta zgolj prijatelja. Ne? Tisto me res gane in recimo vem, da pri Shawshank Redemption, ko on pride, ko se reši iz te kaznilnice, pa je tisti kader, ko on pride do Morgana Freemana, imam vedno smeram. Vedno imam cmok, ali pa Gladiator, ko on tam pade. Pač, ker je ta pravica, ne, ko se zgodi, ne vem, mogoče sem pa zgolj, mogoče bolj romantik, kot si upam priznati, ne, čeprav ne maram romantike. Jaz sem rad ljubezen, romantiko, res ne mešati z ljubeznijo romantike. Ja, jaz bi tukaj sam še dodala eno mojih najljubših misli, ker meni tudi prijateljstvo ogromno pomeni. Prijateljstvo je edino lepilo, ki bo držalo svet skupaj. Drži. Tako da dokler imamo prijatelje, dokler si zaupamo, mislim. Ful preprosta misel. Zelo preprosta, ampak poje pa ogromno. No, ampak hkrati, ne, če ne najdete najboljšega prijatelja, mogoče ga lahko dobite v partnerju, mogoče ga dobite v svojem, recimo moj najboljši prijatelj je bil oče. Sploh ni bil oče, veš, oče je pač nekdo, ki je biološko sposoben narediti tudi otroka, ne, ali pa mama, ne. Ko je bil res moj friend, ne, in jaz tudi, ko se je poslavljal z tega sveta, so se veliko pogovarjala ravno o tem prijateljskem odnosu. Jaz sem mu velikokrat rekel, pa je kaj tazga, kar bi morala mi dva razčistiti, rekel, da ne seri.
jaz sem ponosen, da sem imel sicer tazga sina, ampak si bil veliko boljši prijatelj kot sin, ker ko si bil sin, ko si bil mulj, si bil nemogoč. Smo slišali, ja? Ja, zelo, zelo. Povej mi, Rok, na kaj si najbolj ponosen v življenju? Upal bi si trditi, da sem dober človek. Na to sem ponosen, da sem imel ravno prav napačno in pravo vzgojo, da sem prišel do te točke in na to, da se zavedam napak, ki sem jih naredil v življenju in marsikatero bi popravil, pa je žal ne morem. Bil sem kdaj do ljudi, tudi ne fair, ampak sem vesel, da sem prišel do točke, ko znam to na glas povedati, da se znam v gledalo pogledati, pa reči, ok, moram si oprostiti, ker pač vsak dela napake. Ne? Ampak dan sem precej drugačen človek, kot sem bil 20 let nazaj. Še vedno je to Rok, ne? Isti kaj je sestri kuhal, Uncle Ben somake in podobne stvari, ampak mislim, da sem na pravi poti in sem ponosen na to, da lahko ljudem pomagam, da jim lahko tudi kaj usmislim v življenju, da jim lahko kaj lepega damo v življenju. Da so za tega tudi drugi mogoče bolj srečni, saj za en trenutek. No? Definitivno nam daš skupaj s Flirti to lepo glasbo, to lepo energijo in prosim, tega še veliko. Sklepam, da bova počasi končala. Ja, zato ker itak, zdaj bi mogla nazdraviti, pa nima vaš čim. Ker sem kaj si jo pozabil. Tako je. Ampak definitivno ja. te pa še kdaj povabim. Na tale kavč. Ja. Če ne drugače, se pa slišimo oziroma vidimo. A končava vsem s kitaro? Na kakšnem koncertu, a ne? A končava s kitaro ja, vsem? Ja, kaj pa bi? Ma ne vem. Tvoj najljubši komad od Flirtov. Čist je neznan. Čist je neznan? Čist je neznan, ampak ga imam zelo, zelo rad. Moja prva puberteta se imenuje. Wow. Ti bom sam referen zaigral. Zdaj se bližaš že drugi, veš? Tako zelo bi šel nazaj, kratke hlače obleku bi, laufu čez koprive in čez njive, odvrgu vse skrbi. Tako zelo bi šel nazaj, čez ograjo skočil spet, slekel bi si srajco, fasu buške, takrat smo znali živeti. Ti bom končal s tole kitico. Mladost je neumna, a starost boli, a vsaka ima svoj pogled na stvari. Zato, dragi prijatelji, ostanimo saj mal mladostno brisani. Zdaj se pa meni malo Tako je. o Rosiloku. Lepo. Ja, ful lepo. Ful je bilo lepo, hvala ti, ja. Hvala, ker si prišel. Tako prav rada te imam. Hvala. Zato, ker si res dober človek. O, Marija, to je močna beseda, veš? Ja. Ja. Tudi ti si Mislim, meni zelo, nekaj zelo časa te že simpatična. poznam, tako da zdaj potrjujem. Ja, če me boš prvi začaral, bom pa tudi javno kaj si, ja, povedala. upam, da ne bo pokvarila tega vtisa, bom prinesel naslednjič. Radi se imejte definitivno ljudje, hvala. Čau. Čau, čau. To je Radio 1 podcast.